Preden začnem, bi zgolj za začetek poudaril, da imam to srečo, da lahko v bistvu hkrati z mojo magistrsko raziskavo Rogaške Slatine v obdobju nemške okupacije, hkrati v bistvu tudi raziskujem nemško razmejitveno mejo na reki Sotli, ki je tekla v bistvu v neposrednem zaledju Rogaške Slatine in se ravno na njenem območju zavila ostro proti jugu slovenskega teritorija. S Petrom smo v tem referatu želela nekako prikazati pomen Sotle kot mejne ločnice med neodvisno državo Hrvaško in pa na drugi strani Nemškim rajhom, ter hkrati zaradi tega tudi zavarovano in najjužnejšo mejo Tretjega rajha. Zdaj, kot vemo, so si slovenski teritorij v aprilu leta 1941 so ga okupirali v bistvu 4 okupatorji. Največji kos slovenskega ozemlja sta si utrgali nacistična Nemčija in pa fašistična Italija, precej manj Mađarska, najmanjši del pa NDH. Kome fašistična Italija? Ne, ni to tako poenostavljeno. Jaz sem italijanska narodna skupnost in s tem se ne strinjam. Ni fašistična Italija. In ti spjačama tle ni... Dobro, potem pa Italija. Italija. Če nadaljujem. NDH je recimo okupirala tudi nekaj slovenskih vasic v jugovzhodnem delu Slovenije. Po okupaciji slovenskega teritorija so si potem okupatorji med seboj v bistvu podpisali posebne meddržavne pogodbe glede razmejevanja okupiranih delov. Nemčija in NDH sta podpisali 13. maja 1941 meddržavno pogodbo o razmejevanju nemško-rajhske hrvaške meje in sicer v vladni palači v Zagrebu. To je bila tudi med drugim prva mednarodna pogodba NDH po njenem nastanku. V glavnem je bilo zapisano, da bo mejna ločnica potekala po mejah nekdanjih avstro-ogrskih pokrajin, Krajinske in Štajerske na eni strani, ter v pravni mejni črti nekdanje trojedine kraljevine, Hrvaške, Slavonije in Dalmacije na drugi strani. Časnik Slovenski narod je k temu še dodal. Od vogala tromeje pri Varaždinu gre proti zahodu in krene južno od Rogaške Slatine na Podčetrtek in od to dalje po dolini Sotle do njenega izliva v Savo, nato pa po grebenu Gorjancev ter se strne nekaj kilometrov pred Kaljem z italijansko demarkacijsko črto. Nova rajhovsko-hrvaška meja je bila v bistvu dolga nekje približno 100 km, od tega je bil predviden razmejitveni del na Sotli, dolg nekje okoli 86 km. V pogodbeni listini, ki so ratificirali 2. junija 1942 v Berlinu, je še pisalo, da se bo dokončna razmejitev uredila v najkrajšem možnem času, zato pa bodo odgovorne razmejitvene komisije. Te komisije naj bi upoštevale tudi gospodarske interese. Na sliki vidimo Kurta von Kappenhoverja. V bistvu on je bil predsednik te hrvaško-nemške centralne razmejitvene komisije in imel svoj sedež tudi med drugim v Rogaški Slatini. Na levi strani fotografiji pa vidimo tudi poblasilo Ribbentropa, nemškega zunanjega ministra, ki ga zadolžuje za razne mejne popravke tudi na hrvaško-nemški meji. Nova meja se je v glavnem skladala za narodnostno in staro pravno mejo preteklih državno-političnih tvorb na tem območju, kajti Sotla je že bila stoletja narodna meja med Slovenci in Hrvati. V predvojni Jugoslaviji je recimo bila Sotla tudi banovinska meja, na nekdanjo Savsko in Dravsko, oziroma od leta 1939 Hrvaško Banovino. Izmed vseh okupacijskih meja je zgolj ta tekla po nekdanji približni etnični razdelitvi ozemlja in je v bistvu edina meja, ki se je še ohranila do danes. In ta meja je tudi najjužnejša meja in zaščitna meja Tretjega rajha. Recimo v rdečem krogecu vidimo vzhodni krak te začasne okupirane cone spodne Štajerske. Vzhodne meje spodne Štajerske pa predstavlja tudi najjužnejša meja Tretjega rajha. Zatorej meje ključne vrednosti. 14. maja se je nato potem proti Sotli napotila Centralna nemška hrvaška razmejitvena komisija, da uredi manjše mejna nesoglasja, izpelje v bistvu zadnje popravke in zaključi razmejitveno delo. Komisija si je za sedež svojega delovanja izbrala
Rogaško Slatino oziroma Rohit-Sauerbrunn, kakor se je v času nemške okupacije imenovalo to zdravilišče. Tukaj so se potem od maja leta 1941 do septembra se sestajalo to osebje komisijskih delegacij. V nasprotju s hrvaškimi pričakovanji so v bistvu Nemci sklenili, da v zaledju Rogaške Slatine meja ne bo potekala po Sotli, temveč po višje spetih predelih Hrvaškega Zagorja, onkraj Sotle. Vzrok za to je priključitev občine Hum na Sotli s približno 6500 prebivalcev v začetku maja 1941 k okraju Šmarje pri Jelšah, ki je bil tedaj del velikonemškega teritorija. Meja spodnje Štajerske in s tem Rajha se tako pomaknila še nekoliko vzhodneje in ozemlje Rajha se nekako povečalo za 37 kvadratnih kilometrov, koliko je bila površina občine Hum. Recimo, na levi strani vidimo poročilo žandarmerijske postaje Hum, ki je bil tedaj vključen pod nemški Rajh, o pripadajočih katastrskih občinah Huma, recimo Lupinjak, Druškovec, Prišlin in pa Brezno. Na desni strani pa nemško poročilo, naslovljeno na šefa nemške civilne uprave v Maribor, o odločitvi centralne komisije, v bistvu, ki je odločila, da se bo Hum priključil v nemški Rajh. Na podlagi tega so kolegi iz Geografskega inštituta v bistvu na podlagi skicirali načrt na staro nemško vojaško topografsko karto iz leta 1943, kje točno naj bi potekala meje Huma in s tem tudi meja v bistvu okupacijske meje. In kot vidimo, je meja potekala po predelu Hrvaškega Zagorja in na začetku še ne po reki Sotli. Vzroki za priključitev občine Hum k nemškemu Rajhu so predvsem vsebuje predvsem gospodarske elemente. Naprimer, na drugi strani Sotle je delovala in še danes deluje steklarna Straža, ki je v bistvu zaposlovala pretežno vodilne steklarje iz pretežno vrst Kulturbunda, Volksdeutscherjev in pa Reichsdeutscherjev iz sosednjega Rogaca na slovenski strani. Potem ta steklarna je v bistvu imela tudi eno pomembno električno centralo, ki je dobavljala električno energijo v slovenski Rogatec in pa potem tudi v Rogaško Slatino za potrebe zdravilišča in za potrebe delovanja še ene steklarne v Tržišču. Prav tako je imel Hum recimo občina kot takšna premogovnike in podobne reči. No, na pregovarjanje hrvaške vlade pa je potem odreagiral sam Hitler, ki je v bistvu sklenil, naj se občina Hum 17. junija 1941 vrne nazaj v ozemljo NDH. Slednje je bilo potrebno tudi na sestanku v Zagrebu leta 1941, ko so okupacijsko mejo vrnili v zaledju zdravilišča, v bistvu postavili nazaj na Sotlo, kjer se je ohranila vse do konca vojne. In pa na desni strani vidimo neko poročilo političnega komisarja Šmarje pri Jelšah o okupacijskih občinah tedanjega okraja Šmarje. In vidimo, da recimo 23. junija 1941 je bil Hum že prečrpan. No, na to delegacija Hrvaško-nemške komisije se je urejanje mejnih nesoglasij na preostalih odsekih Sotle zaključila šele 6. septembra. 15. septembra pa je bil tudi določen dokončen potek hrvaško-nemške meje. Kakor vse ostale meje v slovenskem prostoru je nemška uprava zagradila in zavarovala tudi svojo državno mejo na reki Sotli. Še recimo živeče priče so v pričevanjih nam potrdile, da so se utrjevalna dela na Sotli končala nekje do pozne jeseni leta 1941. Okupator je Sotlo spremenil v gromozansko fizično pregrado, jo zavaroval z rezilno bodečo žico, smrtonosnimi minskimi polji, vmesnimi graničarskimi stražarnicami, od leta 1943 naprej pa v bistvu tudi z stražnimi stolpi. Še preden je okupator pričel v bistvu s tem postavljanjem meje, je moral na obeh straneh reke v širini približno 50 metrov očistiti okolico, se pravi podreti morebitno infrastrukturo, podreti gozd, zatreti rast in potem tudi preprečiti ponovno rast.
Na to je recimo sledilo dovaženje teh ušpičenih smrekovih stebrov, ki so jih postavili na komerno na vsakih nekaj metrov v rečno strugo Sotle. Na njo pa je potem nemška vojska pripela pocinkano bodečo žico in vse skupaj močno zaminirala. To pravilo, postavljeno stebro, je ležalo zlasti na plečih prisilno privedenih domačinov. V glavnem, isto je potem tudi veljalo za širino obrambne linije vzdolž Sotle. Meja žice je bila po pričevanjih sodeč visoka nekaj od 1,2 metra do 2 metrov, na katerih mejnih prehodih pa je bila še nekoliko višja. Širina miniranega polja pa je znašala od 2 do 4 metrov. Morate se zavedati, da je utrjena in ožičena meja v bistvu močno zasekla vsak dan obmejnih prebivalcev. Za začetek je recimo meja onemogočila kopanje in ribolov, ampak to je bilo še najmanj. Preprečila namakanje kmetijskih površin, ki jih je bilo recimo v Obsotelju precej. Zaradi tega se je potem zmanjšala tudi rodovitnost pridelkov in posledično tudi zaradi tega nastopila je lakota. Vinogradi se recimo niso mogli zadostno špricati in so propadali, ker pač niso mogli špricati z galico. Delovanje hišnih gospodinstv je postalo moteno, ker se recimo v Sotli niso mogli niti prati umazanega perila. Prehod preko meje je recimo postal za vse zaposlene, ki so delali na drugi strani Sotle, otežkočen in skrajno neprijeten. Obisk cerkve, zdravnika, sorodnikov in ostalih družinskih članov recimo ni bil več dovolj dober razlog za izdajo dovoljenja za prehod. Nekateri stiki med ljudmi so bili predvsem povsem pretrgani in dokončno obnovljeni šele ob koncu vojne, če so vojno seveda preživeli. Tule imamo ohranjeno nemško poročilo, iz katerega je v bistvu razvidno, da je bila glavna skica, zraven je pa priloženo nemško poročilo, v katerem je razvidno, da je bila glavna žičnata ograja v sektoru Rajnkovca pri Rogaški Slatini, to je slikca, v bistvu oddaljena od rečne struge Sotle nekje do okoli 4 metre do julija 1943, na to pa so morali v bistvu mejo prestaviti od 8 do 12 metrov nazaj od rečne struge, zaradi tega, da so dovozili dovoz k sami strugi, kajti tukaj so steklari, zlasti steklari in rodari redno vsakodnevno prehajali mejo. Nemška skica je v bistvu zelo zanimiva zato, ker potrjuje, da so bila za prehode spostavljena, prehod čez mejo spostavljene tudi železna vrata in pa več vrst bodeče žice. Na to so tale vrata predstavili sem in pa seveda so bodečo žico za od 8 do 12 metrov nazaj. Zraven vmes, levo, je tudi stala obmejna stražarnica. In pa fotka današnjega izgleda prehoda. Še nekoliko bolj nazorno. Vidimo v bistvu, da je danes imamo zopet bodečo žico na meji, zopet je visoka je približno pol metra, manjka nam pa še samo minska polja in pa mogoče kakšna stražarnica ter nemški čuvaj. Zdaj, mejni prehodi so bili v bistvu različno straženi. Recimo tam, kjer je bil prehod za veliko obmejni promet, je na vsaki strani Sotle stala obmejna stražarnica, kjer so bili stacionirani nemški in hrvaški graničarji, ki so s kolesi ali pa peš redno patrolirali vzdolž mejne linije. Recimo na lokalnejših mejnih prehodih, kot smo videli slajd prej, je pa v bistvu graničarska čuvajnica stala samo na nemški strani Sotle. In pa mejni prehod pri Harini Zlakah, pri Podčetrtku, in pa ista slika danes. V doktorski zasedbi z leve proti desni člani raziskovalne ekipe dr. Peter Mikša, Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, domačin in pa Božo Repe. Recimo v arhivih smo odkrili tudi poročila oziroma sezname kompletnih mejnih prehodov, ki so v bistvu postavljeni
tekom okupacije na nemško-hrvaški razmejitveni meji. Na podlagi teh seznamov smo potem lahko sestavili tudi načrt oziroma karto mejnih prehodov na sektorju med Dobovcem, ker danes stoji mednarodni mejni prehod med Hrvaško in Slovenijo, pa vse tja do Harenih Zlag pri Podčetrtku. Uspešno smo identificirali in docirali 14 mejnih prehodov, 10 jih je bilo izključno tipa malomejnega prometa, 30 so pripadali veliko mejnemu prometu, spravi železnica ali pa večja cesta, en pa je imel funkcijo obeh. Tolikšno število prehodov na tako majhni dolžini razmejitvene meje v bistvu ponazarja pomembno strateško pozicijo kot prvič in pa drugič, da so se v obdobju okupacije med obema državama v bistvu dogajali pomembni prometni tokovi in izmenjava blaga. Zdaj posameznik je želel prečkati mejo in moral na podlagi izpolnjenega formularja pridobiti dovoljenje za izdajo obmejne prepustnice, tako imenovane Grenzkarte, na katerih je bila fotografija imetnika izkaznice, potem njegov opis, fizični izgled, kraj zaposlitve, kraj bivanja, namen prehajanja meje, potem recimo pripis mejnega prehoda, ker je želel mejo prehajati, namreč določen je bil samo en mejni prehod, ker se lahko meja prehajala, nek posameznik ni mogel prehajati meje kar vzdolž celotne mejne linije. In pa še en primer. Obmejna prepustnica je bila vedno v dvojezičnem jeziku. Zdaj enote, recimo Wehrmachta, Waffen-SS-a in pa recimo gradbene organizacije TOD teh obmejnih prepustnic seveda niso potrebovali. Prav tako Grenzkarte niso potrebovali recimo policijski uradniki, graničari in pa ostalo nemško vodilno osebje. To pa seveda ne pomeni, da se je meja prehajala samo v legalni obliki. Vojna je recimo napravila svoje in posledice okupatorjevega izkoriščenja so se kazale tudi v hudem pomanjkanju osnovnih potrebščin za preživetje. Prebivalci, zlasti tisti, ki so živeli ob meji, so v pomanjkanju pričeli čez Sotli tihotapiti blago, ter tako ilegalno prestopati mejo. Iz hrvaške strani se recimo nazaj na slovensko oziroma nemško stran spravljalo redek hercegovski in dalmatinski tobak, tako imenovana škija, in pa meso. Z nemške na hrvaško pa sol, moka, galica, redkeje, kava in pa sladkor. Čez mejo so se recimo izmenovali tudi kruh, maslo, mleko in jajca ter pomembno pošto. Zlasti potem, ko je recimo velike nemške vojaške zmage nadomestila posoda grenkih porazov, so hrvaški in starejši avstrijski graničari na Sotli postajali čedalje bolj podkopljivi. Recimo, da so pogledali čez prste, je že zadostoval kakšen zavojček tobaka ali pa nekaj šnopsa. Mnogi pogumni pohodi čez minirana polja pa so se končali nadvse tragično. Sistem in razvrstitev minskih polj se mesečno in mesečno stalno spreminjal in številni so za svoje nevarno početje plačali z življenjem. Podobno se je zgodilo tudi Francu Mikši, ki je v bistvu redno prehajal mejo in leta 1941 na veliko noč je zopet opravil prehod čez mejo, tihotapil blago, na kar je stopil na mino, ki je bila položena na novo in ga tako poškodovala, da je na koncu umrl. V hudih bolečinah so potem še v bistvu uspeli doma tudi spisati oporoko. V začetku oktobra leta 1944, ko je bila vojna za Nemčijo že zdavnaj izgubljena, je bil oblegan Beograd. V približno istem času je nemški okupator zaradi neobvladljivega približevanja Rdeče armade k mejam Tretjega rajha zagradil in še dodatno utrdil Sotelsko zaledje z vsemi bližnjimi hribi. Celotno Obsotelje spremenil v gradbišče obrambnih sistemov in preprek, ki naj bi zaustavili prodirajoče armade. Obrambno linijo na Sotli, ta naj bi v bistvu postala glavni branik mej Nemškega rajha, so še dodatno okrepili. Njeno recimo širino so vzdolž celotne Sotle povečali na 4 do 6 metrov, višino žice pa recimo na odseku od Ormoža do Podčetrtka uskladili na 2 metra. Na nemški strani so vso obsoteljsko zaledje prepredli z šicgrabni,
se pravi strelski jarki, raznimi pastmi, protitankovskimi okovi, minami, na više strateške pozicije so namestili strojnična gnezda in pa zavarovane strelne odprtine. Namen je bil jasen, fanatično se boriti do konca. Na fotki vidimo recimo marš slatinskih prebivalcev, žensk in moških, ki so morali v hudi zimi v zmrzeno zemljo kopati strelske jarke. In pa osnovna šola, kjer je v bistvu med okupacijo delovala kot zbirno taborišče za nemške, za vojne ujetnike. V glavnem, ta dela so izvajali nemški, poljski, francoski, ruski ujetniki, dezerteri iz vojske, kaznjenci, zaporniki, recimo tudi iz starega Piskra in vsi ostali. Tule imamo tudi eno mikroštudijo, kako naj bi v bistvu izgledal ob Vonarju, tik ob meji z NDH, kako naj bi v bistvu izgledalo to utrjevanje. Vidimo strelske jarke, potem dalje mitraljezna gnezda, bunkerske jame, skozi. In takšne, recimo, takšno izgled lahko najdemo na vseh bližnjih hribih v Obsotelju. Se že končujem. Recimo, na Janini, v centru zdravilišča Rogaške Slatine, bunkerske jame. Takole pa nekako bunkerska jama izgleda. Te jame so bile obložene z debelimi sloji lesa, ki so bile potem namenjene v bistvu prenočevanju, spanju teh nemških vojakov, ki bi branili mejo. Noter je bilo potem tudi spravljena hrana, orožje in vse ostalo. Še en primer. Za nekatere jame so potem po vojni zasuli tudi z raznimi odpadki. Pa primer strelskega jarka. In pa v bistvu zemljevid obveščevalnega oddelka Kozjanskega odreda, ki je pripravil celotno shemo utrjevanja od Rogaške Slatine vse do Brežic in vidimo strelske jarke, bunkerske jame oziroma bunkerje, protitankovske okove. Vidimo tudi, kako je zagrajeno območje Brežic in pa potem dalje na italijansko-nemški razmejitveni meji. Pa seveda meje so se potem zaznamovale tudi z mejnimi kamni. V bistvu tale mejni kamen je bil odkrit na Bizelskem, zaslugo pa zahvaljujem, da se Marko Berkoviču kolegu za odkrit kamen. Želel bi še sam povedati, v bistvu, da so ob koncu vojne, da je komunistična oblast pričela s čiščenjem soteljske meje. Najprej so za usposabljanje min uporabljali nemške vojne ujetnike, ko pa so bile žrtve zaradi tega preštevilčne, je potem prišla posebna ekipa, minerska ekipa JLA. Smrekovi stebli so se izruvali, žica se je zvila v kolud, odpeljala v štore. Mnogi krajani pa so se recimo po noči tlačili te mine v nahrbtnike in jih tovorili domov, kjer so jih potem po vojnih letih uporabili za različna razstreljevalna dela. Najlepša hvala.